In Start! Danes je v Blatnem Dolu tekmovanje z bagiji. To so bagiji na daljinsko upravljanje, prijavljeno jih je pa čez 30 voznikov, tako da pričakujemo nekaj novih obrazov. Pazi voiceover. Vozniki na tekmo prinesejo vso potrebno opremo za postavitev boksa, po ritualu pripravljanja bagija na trening pa se podamo na progo. Evo, avti so nafilani, na tej dirki pa v sklopu treninga potekajo tudi kvalifikacije, štejejo 3 zaporedni najhitrejši krogi. Offroad piknik dirka temelji na vožnji, zato je trening dolg kar 3 ure. Po treningu se vozniki od najhitrejšega do najpočasnejšega razvrstijo v 3 skupine. Skupine A, B in C pa si sledijo od najhitrejše do najpočasnejše. Vsaka skupina vozi po 3 finalne vožnje, ki trajajo 10 minut. Človek je najbolj vesel v življenju, ne? Res se zabavamo. Koncentracija. Mulci v akciji. In je bil uspešen trening. V redu, v redu. V redu? Čas dober, zadovoljen s časom? Zaenkrat sem kar zadovoljen. No, cool. Včasih se izmišljuje. Pripravljamo se na drugi kvalifikacijski session, ne? Ja. Kako grejo priprave? Dobro. Po planu, vse po planu. Odlično. Zaenkrat po planu. Evo, zadnje nalepke se dajo na avto. Baterije se filajo, ker je štrom končno nazaj, ne? Tako. Neč se pripravlja na drugi session kvalifikacij. Proga je vedno bolj suha, tako da je tudi vedno bolj dusty, pa manj gripa, ne? Kaj spreminjaš na avto? V bistvu ga sam čistam pa preverjam, če vse še špila tako, ka mora. Tako da za vse, ki furate mugna, ne, en setup. To so ventilatorji, zato da se avto, ko je v boksi, počaka na naslednji session. Večko piknik, kje je pivo? Ste opremljeni za piknik. Smo. Zdaj gleda opreme, frišna oprema. Treba pa potrdil s pivo. Kvalifikacije so mimo, Nec pa zaliva progo. Zakaj zalivaš progo? Da se ne praši pa, da se proga ne uničuje. Ker pri toliko velikih modelih na stezi se zelo obraba proge, če je suha podlaga, poveča. Tako da je treba na ta način zavarovati. Tu se vidi recimo na landingu od skoka, tisti, ki skačejo predaleč, ker luknje nastajajo v landingu. In če je zemlja mokra, je malo bolj kompaktna, se manj kruši in je pol proga manj razrita, ne? To je časomerilski šotor, Uroš Plo je naš časomerilec. Trenutno tala štartne številke. Na tem ekranu so časi in rezultati aktualnega sessiona, ne? Tukaj so pa skupine oziroma rezultati po sessionu, da imaš pregled vseh voznikov. Pek danes je na delu. Finale traja 10 minut, 3-krat vreme. Finalne vožnje se začnejo s C skupino. Kljub temu, da vozniki v tej skupini niso med najhitrejšimi, pa njihovi avti kar letijo, kot je videti na naslednjih klipih. Zadnji skok na progi je precej spektakularen in tehnično zelo zahteven, ker voznik vozi avto proti odru, kjer stoji in je zato
hitrost in razdaljo težko oceniti. Evo, Tine je tisti voznik, ki je bil eno mesto pred mano v kvalifikacijah, vidva sta ta glavna konkurenta za 3. mesto v finalu. Vse vemo, kva bo v finalu, a ne? Kaj bo v finalu? Ja, preveč napak. No ja, vprašanje na čigavi strani. Medtem ko se vozniki B skupine borijo v njihovi prvi finalni vožnji, je čas, da se vozniki A skupine pripravimo na štart. Baterija je polna, avto je nagripan, kolikor je lahko, opravim svoj ogrevalni krog in se postavim na štart. Prosim na svoje mesto. Tine, tretji. A sekunde tečejo meni? 12 seconds to start. 100 sekunde? Ja. Stop. 7, 6, 5, 4. Željki, pojď tle na petko, no. To je, malo barvo. In start je uspel. Štart je uspel, vozniki smo v elementu, adrenalina je za izvoz. Cilj za prvi krog je odvoziti brez kreša in obraniti 4. štartno pozicijo. Pa No, brez kreša ravno ni šlo, sem pa na 4. mestu. Po nekaj krogih me dohiti Rok, on je izkušen in premišljen voznik. To mu pa pomaga pri temu, da drži hiter tempo. Najina borba je trajala dobro tretjino dirke. Potem pa je ta zadnja napaka zapečatila mojo usodo na 4. mestu za prvi run finala. 5, 4. Start, gremo, gremo. Kak daleč? Ne vidim. Daj gas! Evo, en avto je letel v fucking koprive. Pravijo dobro proti revmi. Imamo sekunde. 40 sekunde štarta. Stop. 5, 4. In start je uspel. Nekaj težav v prvem ovinku. Sorry, Tine. Štart je uspel, vendar jaz zahaklam Tineta v prvem ovinku, kar naj jo teleportira na zadnje in predzadnje mesto. Katastrofalna napaka za začetek drugega rana finalnih vožnj. Na srečo nisva edina z napakami v prvem krogu. Kaotično dogajanje v ospredju pomaga, da pridobiva nekaj mest že par ovinkov po najnem krešu. Prvi čez štartno ciljno ravnino Oražem, drugi Sekonja, tretji Janković, četvrti Vigić, peti Kemperle, šesti Pongrad, sedmi Bogataj Val, osmi Skok Tim, deveti Sirk Blaž, deseti Štefe Andraš. 9 minutes to drive. Še 9 minut do konca prve finalne vožnje, oziroma druge finalne vožnje Astopire. 8 minut in 50 sekund. Borba za drugo mesto je bila napeta. To so trenutki, ki res poplačajo ves ta trud v pripravi avta, treningih in vse ostalo, kar je potrebno, da nastopiš na tekmovanju. Ampak to, kar se ne vidi na posnetkih, je, da sem se cel čas bojeval z avtom.
kljub temu, da je bil definitivno med hitrejšimi danes, sem imel za komando čisto preveč dela, da sem ga obvladoval. Kar je pa eventualno privedlo do nekaj zaporednih napak, zato sem pa drugo finalno vožnjo končal na 5. mestu. Nažalost se je GoPro na mojem čelu pregreval, zato so posnetki tretje finalne vožnje neuporabni, vendar sem se poprijemal z podobnimi težavami kot v prvih 2 vožnjah. Kljub temu pa sem uspešno obranil 5. mesto, tako da to tudi pomeni, da sem bil skupno 5., kar med 31 tekmovalci sploh ni slab rezultat, vendar dirkamo poleg tega, da je to naša zabava, tudi za zmago. In moj avto definitivno potrebuje še nekaj refinementa na setupu, jaz pa tudi nekaj več ur za komando in avto na progi. Ko so vožnje glavne dirke zaključene, vozimo še dirko dvojk, to je praktično štafeta, kjer se žreba pare in se vozi 20 minut, torej vsak po 10 ali po izbiri. Evo, moj par je na prvem mestu trenutno. Tako da, bomo videli zdaj, ne? Ja ne, ker... Ja, jaz mislim, da sva dejansko pač. Po moje si ti pred ciljem že odpovedal in pojem že bil konč časa, pa si pa še čez zapeljal. Drugo mesto, Gašper Mihelič, Erik Jankovič, bravo! Na progi še prosti session za vse, ki bi radi testirali avte ali pa furali avte, ki ne pašejo v klaso. Jaz pa grem malo po progi, da sam pokažem, koliko proga paše na eni taki dirki. Dober primer je recimo ta jump, kjer je odskočna miza čist poškodovana. In tudi iz strani se vidi, da ni niti približno enakomerna. Dober primer obrabe proge je tudi ta ovinek, kjer v bistvu vsi skačejo na ta podest in je abrazija zelo očitna. To sicer ni tako velika luknja, ampak za avto na daljinca pa se kar pozna. Precej dobro je pa odnesla ta odskočna miza, ker je dosti trda in to se tudi vidi. Je čist razrita, ful je kamno ven. Tudi cevi razpadajo. In to je pol vse delo, ki ga v bistvu mora nekdo opraviti, da zrihta progo. Tako da vsak dogodek potrebuje dosti več časovnega vložka, kot pa samo to, da prideš pa pelješ. Pa pripravlja nagrade od sponzorjev. To so praktične nagrade od Oli za štelat, amortizerje in diferencijale. Kaj so to špreji? Kaj bo to? Nosilec. Aha, nosilec avta za nasteno varianta. Škatlice za sortiranje malih delov, to so verjetno torbice za orodje. Šef ured za povišnico, ja ti si šef. Drugo mesto, Offroad King, Andraž Štefan! Prvo mesto, Alfa Omega, Zlatega Dola, Denis Raže! Bravo, bravo, fantje. Bravo, super, no? Vseh 31. To je bil recap RC Piknik dirke v Blatnem Dolu. Naslednja dirka je že 2. julija v Čukovi grabi. Link do eventa na Facebooku pa najdete v opisu videa. Hvala za ogled, z vami sem bil Erik in se vidimo na bodočih eventih.